Lejo, beba, ob četrtkih mama romantične večere. Zvečer, vsak četrtek. Zapomni si to. Piši ali pa znajne veze, popoki, kufre pa briši. Ja? Ojej, ježešna in tako dalje. Ali pa, zakaj pa ne? Bi bilo treba za utrjevanje medsebojne veze med partnerjema uvesti urnik za romanco? Se veste, enkrat na teden, mogoče enkrat na 14 dni, sploh če so doma otroci, da najdete varuško, seveda ne prelepo, da ne bo kregancije že pred zmenkom. Je pa prav to, da se partnerji v obilici prezaposlenosti sprostita in naužijeta drug drugega na tak način. Se veste, dobra večerica, pogovor, potem pa še kaj, no, za posladek. Urnik za romanco, ne bo tematika tokratnega pogovora s Stanko, Judito, Katjo in Natalijo. Če tudi niste za to in imate tako poln kufer partnerja, pa si zapišite vsej to nedeljo kot obvezen urnik za oddajo. Ojoj. Kak urnik, kake romance, še čez kegen ga ne morem gledati, zdaj mi še pa na romanco neki sila, jaz, bak bača me boli, pa ob nedeljih bi rad jemo romanco, pa to ne moreš veriti, kak jo ne imam ob nedeljih, če bom gledala, ojoj, vdajo, no, tit haud razmišljam, Jezus. Ponovno pozdravljeni v naši oddaji Ojoj. Danes pa bomo imeli temo, ali bi romanca morala biti kot urnik. Ja ali ne, ali mogoče oboje. Kaj pravite, punce? Bom kar jaz začela. No, prosim. Sem veliko doma o tem razmišljala. Jaz si iskreno ne predstavljam imeti nek urnik, sem rajš bolj za neke spontane stike in da narediš to takrat, ko ti pač paše in ko v bistvu se tako počutiš, ne? Da nimaš zunanjih motilcev, da si ti v redu pa sproščen. Sam sem pa v bistvu, ko pomislim nazaj skozi celotno vezo, pa bi mogoče včasih tudi bilo dobro, da bi imeli urnik, zato ker na račun tega pa je tega zelo manj. Tega, kar sem prej povedala, ne? Da ti razmišljaš, kdaj imaš ti čas, kdaj imaš ti mir, kdaj se ti fajn počutiš, včasih, ker grejo tedni čez hiter mine. Ne? Jaz tudi mislim, da bi moglo biti oboje. Oboje, ja. Včasih kot da načrtuješ urnika, ne tisti, da imaš stalno, včasih pa spontano. Ja. Spontano tudi more biti, ker če pa ni nič spontano, pa je pol, ne vem, kakva veza je lahko. Točno to. Ja. More biti spontano, včasih pa si rečeš, ko sta oba za to, a ne, da to je važno, da sta res oba za to, ne, da ni enmo pod prisilo, tisto ne more biti. Točno, tako si rekel, da sta oba dva za to, ampak velikrat pri partnerju, rečemo pri moškem, glih ni to prvi, ki bi rekla, prva misel, zdaj se pa ona ne počuti v redu, ki jih ne zanima, čistek. Ja, pa se pa celi užaljeni, pa ne kaj še se, a ne, Katja? Predvsem to, hitro so užaljeni. Oni so ful užaljeni ob zavrnitvi. In to pri meni se dostikrat zgodi, da mi je, ne vem, za nazaj očital, ko se sploh nisem več spomnila. Meni to sploh ni bilo pomembno. Pač ne vem, tisti trenutek sem se tako počutila, ne. On pa to taka zamera. Ne, zato, ker si takrat rekla ne. Pa te ne bom več silil. Ja, to je res. Ja. Ful. Pri meni tudi mož, ko jaz sem 7 dni v tednu delala, jaz sem bila zmatra. In to je ta zadnja, da bi sploh kaj poštudirala na to. Res, ta zadnja, me je kar minilo že, ko sem že šla v pojslo. Ampak, prav, tako si rekla, prav žaljen je bil in se je čisto odmaknil. Rekel, zdaj pa ne bom več, niti vprašal, niti sil, nič več, zaradi tega, ker mi skozi rečeš ne, pa ne. Pa dobro, pa a ti vidiš, koliko jaz delam, a ti vidiš, da si jaz zmatrala. Ti tako deli, pa bomo videli, kako bo tam, verjetno bi mu bilo. Ja, dobro zemljo. Ja,
Hitri je užaljen njihov ponos, ne? Ego, ja. Ego jih bolj tepe, tu bi jaz rekla. Ego, ne, jaz. Men. A je Kira že bila, glih, da je bilo v kontri vlogi? Ne. Da so ti oni rekli ne? Ja. Kako si se počutila? Kaj takega, ne? Saj to je pa res. Ne, vidiš, mi smo tudi užaljene. Tukaj pa ni ego. Ne, ni ego, pa nismo zamrljive. Jaz to pač nisem zdaj, zato ko si mi ti rekel, ne, pa jaz ti ne bom več drugič ne bom. rekla, ne. Ampak ja, ne vem, mogoče bolj tisto trenutno, ja. Kako pa lahko? Mene! Ja. Vsem se kdo je lahko, Ja. pa ne bo nič. Pol bo zaprto. Kaj pa tebi, Katja? Da si tiha. Jaz še vedno mislim, da moški zamenjujejo seks za ljubezen. Kako to misliš? Ja, za njih je seks ljubezen. Da je to pač za njih trenutek ljubezni in oni to neko drugače ne znajo. Da to je za njih tisto največje dejanje ljubezni. Aha, da sem s tabo spal, to sem ti povedal, da te imam rad. V nekaj v tem smislu, ne? Okay. Ja, mislim, da imajo dostikrat s tem težavo, tudi jaz isto, jaz zvečer padem dol padem, pot imam da tisto uro pa pol za sebe, a da še pa ne tiste gibe izvajam. Recimo, jaz sem tudi, jaz velikrat, jaz si vse sorte zmislim, sam da mi ni treba. Ja, res, no, ker sem utrujena. Povej, kaj si izmislil. Dve ure prej se začnem jamrati, da me koliko boli, recimo. Ne pogledal, da je bo vedel. Ja. Da sem tako čudno stopila, ali pa jaz, ko imam težave s hrbtenico, da me križ boli, ali pa da se tako slabo počutim. Pol se že oblečem, tako da ga kar mine. A pidžama, pa zoknega. Ali pa vsej uro prej že začnem, da je res naporno, ko me čakam, da grem spat, ti tudi, ha? Ga že pripravi na to. Ti tudi ena jasno. Smo pa dva zmatrena, da. In to jaz si upam trditi, to je pri 70% žensk, ker se jim ne da, ker še enkrat bom povedala, ženska resnično podpira 3 vogale v hiši. Res. Zjutraj v službo, jaz že zjutraj, ko vstanem, imam urnik. Že trenutek, ko odprem oči, vstati, stuširati, kavo spiti, zobe oprati, zrihtati se, otroka zbuditi, se z otrokom pripraviti, peljati v šolo, iti v službo, cel dan šunder poslušati, pa prideš pa še domov, pa še moraš pa to narediti, pa on narediti. Ja. Ja, kaj pa tvoj mož naredi? Ja, sej recimo, daj skuha, pa kaj, ampak večina teh stvari, kot so pa oblačila, pa pranje, pa to, pa on, pa malo pospravlja, to vse na tem. On bo pa rekel, da itak nič ne delam, ne? Ker to se pa, to pač nimaš kaj pokazati. Nevice, nimaš kaj pokazati sam zvečer. Oprosti, dragi mož, koma. Kje je trenutek za mene? Enkrat sem si prav rekla, fuck, kak jeben life imam jaz. Samo veš kaj, jaz bi ti pa rekla, pa ga moš ti tudi na realna tla postaviti, tudi on nekdaj da cote prat, pa tvoje delo naredi, da te bo začel spoštovati. Vse tudi recimo cote obesi, ne bomo o tem, kako jih obesi, ampak obesi jih. So pa obešene. Bom pomagala. Ja, ampak vse je pa tiste drobne stvari, recimo, ne vem, ko jih je treba narediti, no. Vse vem. A veš, in se mi zdi, da kar nekaj skozi mendram, pa še pa pozno pridem, ne, in a veš, in ti cajta toliko požere,
da ko mi še zvečer, ko me začneš že takle gledati, si mislim, bejš spat. Se že poteguje, nima pidžama gor. Jaz si že vidim, pa čaj v roke, pa ne da Boga. Ti nisi normalna. Ok, to se pravi, da kaj bi ti predlagala je, 2 uri prej začniš. Ja, 2 ure prej začneš. Ali pa recimo, so zlobna, jaz sem res zlobna. On, ko vidim, da začne kihati pa kašljati, zdaj bom imel pa prehlad, cel teden bom imel. Kadaver. Shit. Ti se še boš dolgo niso nasajala. Se zamirni. Ampak to je realnost. Yes, moran je. Sem pa vmes, če že ima previsoko vročino, ne, sem že tist. Ko zdaj, bolnica, kam ga ne pelem, veš, že študiram. Da ga že odstraniš. Ne, pa me že začne skrbeti, da mi ga ne bi kim vrgel, ne? Pobrala. In pol seveda izkažem vso skrb, ne? Vse si bogi, ne? Bogi. Ja. Kaj je zanimivo, ko so močki bolani, to ni sam bolezen, to že umirajo. Tako da bi se že vlekel poslej. Ko jaz vidim pri skotu, ko reče, Katja, ne morem dihati, ne morem, kaj sem bila. Sam tega naredim, bež v spalnico, sem bež, samo stran se. Tega jamranja, ja, v redu, sem poskrbela za tebe, ne mi jamrati, kolikor sem bila jaz bolana, pa sem delala, pa sem vse naredila, čisto vse. A ti, ko imaš mali prehlad, zdaj boš pa umrl, pa daj nehi, no. Drži na kavč, čaj mi skupi. Ja, veš kaj pa je? Umrto. Ja, veš kaj pa je, pa dobi klic od prijatelja, a gremo golf. A veš kaj, s tabletami na filu se boljš počuti, grem golf. Ajo, veš da, zdaj si pa super, da jutro pa spet isto. Golf se tegnava. Za golf pa ja. Ja, to pa ni bolezni za golf. Ne, tu sploh ne obstaja. To ne moraš Ne reči. obstaja. Ne, res ne obstaja. In kaj sem hotela še prej povedati, če se jaz spomnim najnih začetkov. Kako je bilo to na začetku fajn? Neobremenjena, svobodna, lahko smo šla kamor smo hotela, fajn smo se imela. Nama je bilo res fajn. Dobesedno fajn nama je bilo, pa malo tja, pa malo sem, pa malo tja. Pol je prišla pa realnost, skupno življenje, odgovornost, plačevanje položnic, skrb za to in to romantiko je kar sfocal jo je. Mislim, dobesedno jo je sfocal. Zbrisal. In pa pride, pa še pa otroci. Dobesedno včasih se mi zdi, kot da sedimo na kavč, a danes bomo. Ne. A bomo jutri. Jutri tudi ne. Natrena. To je realnost. To je živa realnost. Pa zakaj mislite, zakaj se to zgodi? Zakaj gre tako pol vse dol? Po moje pri vseh ne gre, no, ker jaz poznam par parov, ko se ful trudijo okoli tega, no, jaz ne vem, pač je pa pri otrocih definitivno drugače. Ker pol je že nekdo tam, ki ga moraš pa malo pač čuvati, ne. Ne vem. Po moje res tako, nimam otroka, ampak moje mnenje je, ne, če imaš otroke, pol moraš res kdaj načrtovati, da si vzameš kot par sam čas za sebe. Definitivno. A ne, ali varuško, ali stare starše, Pa da greš nekoga. stran. Stran, ne doma, nekam, ne vem, na večerjo, v gledališče, pa pol nekam, ne vem, nekam. Nekam, da greš ven. odklopiš. Ja, to smo midva naredila, 2 meseca nazaj.
sva dala ta malo k mamici. Ja, Ti je povedal, aha, in sva šla za eno noč. Veste, kaj se je zgodilo? Kaj? Zaspala sva. Od utrujenosti. wow. Ja, zaspala sva. Dobesedno zaspala sva. A si imela pižamo zraven za vsak Ne, pidžame nisem imela, ampak pol drug dan, ko smo se pa zbudila, smo pa tako spočit zadihala. Ni bilo tistega kričanja, mami, mami, ati. Pa smo šli lepo na kavo, tako fajn nama je bilo. Ko sem pa rekla, zakaj jih ne damo za cel teden? A veš, veš, meno, ja. to bi lahko večkrat naredila. Ja, ampak sam tudi mame nočno obremenjevati, ker mama pa tudi, ne, tudi že včasih reče, jaz bi tudi rada. Ne. Ja, veš, to so pa detki pa babice so tudi utrujene, oni so že stari, ne, pa jim tudi vedno ne paše, ne, oni imajo že šundra dovolj že 2-3 ure, ne, a veš, ne. Mi še to nekaj zdržimo, ampak se pravim, ja, tako za teden, ja, to bi pa šlo, ja. To bi bilo pa idealno. 2 dni bi rabila za spočit, 3 dni bi bila pa nenormalno aktivna. Ja. Pa 6 mesecev nič. Ja, si dobil 3-krat dovolj, ja. In recimo pri meni je tudi velikrat užaljen. Res? Tako užaljen, da gre cel murkast spat, Murko še ima drug dan, A si rekla, jaz, tudi tednja mej. pol imam jaz slabo vest, pol je cel dan pokvarjen in pol že mislim, ok, priprav se. Ne. Samo res, kako pride do tega, da ti res ni, da ti sploh ni do tega. A veš, tako, če pogledaš začetek, pa pol, ko si že dolgo v vezi. Ja, zakaj to pride? Zato, ker se navlčaš ali ni nekaj novega, veš, ko si začneš z nekomu, rečemo na zmenke hodi, pa vse nekaj novega, veš, je. Vse to je to. A veš, ti Še adrenalin, ja, Ja. zaljubljenost. Ja. Tiste res zaljubljenost. Sej pol je ljubezen, samo to je drugače kot zaljubljenost. Drugačna ljubezen. Ja. Globoka, ja. To so pa čustva. Ja. Čustva. Se ne samo tisti last, pa te stvari. Pa meni je dostikrat tako težko se spraviti zraven, ampak pol je pa itak, da je fajn. Klikanje. Ono. Ja. Klikanje. Kak je pa likanje? Veš, da moreš, pa ti ni, se pa ko likaš je fajn, se pa ko si pa fertik, si pa misliš, spet mi dolg ne bo treba. se si zlikala. Samo vidite, koliko moških tudi meni to razlaga. Eni prav pretiravajo. Ja, veliko moških to pove, da doma od vas tek nič ni od vas. To sem jaz tudi že velikokrat slišala. Ja, to velikokrat reče, sem vas tek nič ni, to ste vse zmatrane zmerom, vse imate na isti dan menstruacije, pa take fore imajo, ne. Jaz ne vem, kako oni to najdejo, ne vem, odkot jim toliko energije, ne, ker ko je pa treba iti travo kositi, jo pa nimajo, ne. Zato imajo pa, nikoli ni energije, zato je pa zmerom energija, ne. Ampak tudi moški zelo pojamrajo, da smo ženske, sam vzrok, jaz mislim, da je nekje drugje, no. To je tisto, ko si že navajen vsega, no, ko ti ni več prioriteta, telo se tudi mogoče stara, ni več, To, ja. a veš, ni, Sploh pa pri ženski, ko je sprememba. ja. Od 40 naprej, ja. In veliko je tudi tega, jaz tudi čutim, kako se meni že telo stara, da to jaz nisem več taka, kot sem bila pri 20 letih, valjda, da nisem polna energije. Mene že vse zjutraj boli, ko vstanem. No, tako, pa ne vem, zvečer pa res rabim ti za sebe in pa se on še to spomne. Ja, pa kje si me najdo? Jaz mu velikokrat rečem, pa kje si me glih danes najdo? Kaj lahko petek? Pa do tja je še cel teden. Ampak, a veš, in je res velikokrat užaljen in si prav mislim, pa zakaj si užaljen? Zakaj si užaljen? To še ne pomeni, da te nimam rada, sam pač nekako, rajš bi imela, če bi me objel. Glih to sem hotela reči. Če bi Meni je bolj to. Ja, mu povem, sam on je to, moški to pozabijo. Ne vem, nekako to spregledajo, ali koliko, jaz ne vem, to jim,
Pa si itak imajo vsi spomin kot zlate ribice. To, če jim danes poveš, ja, to, če jim danes poveš, bojo že pozabili. Pa vlekrat mu to rečem, daj me namest tega rajši objem, poglejmo film na kavču, pa da se lahko naslonim na tebe, pa gledam, ne pa že to dojet, zdaj je pa pripravljena. Ja, ne, nisem. Nisem. Saj je zanimivo. To imam jaz tudi, jaz se rada stiskam, ja. To je meni, a veš, tiste je meni ful. Veš, ker mi je počitno to odveč, ker nimajo nič od tega. Ja, pa nimajo. Seveda. No, moj moram reči, da se tudi rad stiska. No. Že kar malo užaljen, če ga jaz včasih se meni mudi, kar nekaj škačem okrog, on bi se pa stiskal. Sam to je res, a veš, včasih pozabimo, da moški imajo tudi tiste feelinge, da se radi, da imajo radi dotika pa kaj takega, pa greš mimo njega, a veš, pa ti pričakuješ ful, ne vem kaj od njega, da te bo vedno, ko bo mimo šel, ko boš ti kukala, da te stisne pa kaj takega, če ti nikoli njemu ne narediš, ne boš dobila nazaj. A ne da? Sama moraš dati, ne, pa mu na tak način mu pokažeš, pa lahko pričakuješ nazaj. Jaz imam občutek, da pri mojemu to tako, on je bolj mačist, se pravi, kaj sem jaz stiskal. Veš, on je bolj tak, ne, ni neka nežna dušica, čeprav Bog ne daj, da ga požališ, tam je pa drama. Ne. Jaz se v teden ne bom rabila nič. Drama je bila. Ojoj. Lejo beba, ob četrtkih mama romantične večere, zvečer vsak četrtek, zapomni si to. Piši ali pa znajne veze, popoki, kufre pa briši. Ja? Ojej, ježešna in tako dalje. Ali pa, zakaj pa ne? Bi bilo treba za utrjevanje medsebojne veze med partnerjema uvesti urnik za romanco? Se veste, enkrat na teden, mogoče enkrat na 14 dni, sploh če so doma otroci, da najdete varuško, seveda ne prelepo, da ne bo kregancija že pred zmenkom, je pa prav to, da se partnerji v obilici prezaposlenosti sprostita in naužijeta drug drugega na tak način. Se veste, dobra večerica, pogovor, potem pa še kaj, no, za posladek. Urnik za romanco ne bo tematika tokratnega pogovora s Stanko, Judito, Katjo in Natalijo. Če tudi niste za to in imate tako poln kufer partnerja, pa si zapišite vsaj to nedeljo kot obvezen urnik za oddajo. Ojoj. Kak urnik, kake romance, še čez kegen ga ne morem gledati, zdaj mi še pa na romanco nekaj sila, jaz, bak bača me boli, pa ob nedeljih bi rad jemo romanco, pa to ne moreš verjeti, kak jo ne imam ob nedeljih, če bom gledala, ojoj, vdajo, no, ti odhod razmišljam, Jezus. Če pogledate zdaj nazaj svoje veze, kaj ste naredili, da je bilo romantično za tvojega partnerja? A ste naredili kdaj kaj? Še najbolj je bil vesel, ko sem ga pač povabila nekam, da smo šla sama. To jaz delam. Enkrat na teden, to imam jaz urnik, enkrat na teden je zmenek. Večinoma je bilo v petkih, a pa sobotah, tudi zvečer sem imela čas, da smo šla vsak teden, enkrat na teden ven jest. In da smo imela res mi, da smo se lepo oblekla, pa da smo res, a veš, da smo se oba dva potrudila. Rečemo, po 5 letih, ko sem jaz vedno vsak petek klicala po restauracijah pa organizirala, pa se pa več ni ljubilo. Si mislila, ne res, a veš, sam jaz sem bila tista, ko sem noter devala, pa spustila. Zato je veza, se mi zdi, gre tek mal vsak na svojo stran. On ve, da boš ti za to poskrbela. To je pri moških logično. Ampak jaz sem mu rekla, veš kaj, zdaj 5 let sem skozi jaz bila tista, ko sem organizirala, zdaj boš pa ti. Bilo je točno 1 mesec.
Točno en mesec je organiziral, pa pozval, kaj pa gremo v petek, kaj pa gremo danes, kako danes, petek. Kaj pokličem, imajo vse zasedeno, ko Anglije je težko najti mizo, a veš, v takih restauracijah, ja, če imaš restauracije, pa imaš restauracije, ko je več, bi rekla, samo postrežna pa take stvari. To lahko takoj dobiš, tiste ne rabiš rezervacijo. Ampak jaz sem rekla, če je že zmenek, da je neki org, veš, ja, pa da se dol sem, pa da kako zarc vina spijem, pa kaj takega, viš, da je pozabo. Pa sem pa pustila, ja, pa sem pa začela kolegico klicati, ali v soboto, a gremo ven, gremo na večerjo. Ja, res, ja, ampak si ni prišel gor. Ja, včasih mi je tako malo čudno, a veš, hočejo vse, pa zero effort, a veš. Tako so malomarni glede tega. Ja, pričakujejo pa ful veliko. Ja. Se pa vemo, ne vsi, ampak lahko govorimo samo za svoje. Takoj so užaljeni, če je nekaj. Jaz se spomnim, sem enkrat za Valentinovo kupila srčka. Pa me je gledal, kot da bi mu prinesla, ne vem, nagačenega medveda, ne vem. Ja! Ne. Ja, ziger! Srčka si mi prinesla, pa zakaj pa? A veš tako, ker njemu pač ta praznik nič ne pomeni. Jaz sem pa priznam, padla pod vpliv družbe. Če morajo vsi, moram jaz tudi. Ampak takrat mi je pa mogoče dal misli, tudi po eni strani, ne? Zakaj glih danes, ne? Ampak tako sem si mislila, srček sem ti kupila, ti pa... Še hvala, ne rečeš. Ja. Ampak dobro sem si mislila in nikoli več nisem kupila. Nikdar več. Ja, lahko pa kak običajen dan. Ne, zdaj, ko je Valentinovo, se naredim, kot da ga ni. Ga ni. Kaj, Valentinoga ali... Nasploh Valentinovo. Ali moža. Če ga bom ignorirala, ne rabim nič narediti. Nikoli nisem že tega praznika marala, ker mi je res tako, sam glih tisti dan je treba biti. Tisti dan so vsi zaljubljeni, naslednji dan se že focajo, pa obkladajo žaljivke, mislim. Vidiš jih v restauraciji, kako jesta ti srček, se zaljubljeno gledata. Priznam, jaz pa to opazujem, pa si mislim, on zdaj študira, danes večer pa bo. Ona si verjetno misli, da bo ful romantično, pa ni ne eno in pa drugo, drug dan se že zmerjata, bož, da nimate tega, ne. Ja, veš, sam če pa ti pogledaš, nekatere ženske imajo pa samo ta dan. Ja, ene imajo pa res samo ta dan. Res samo ta dan, da se res moški posvečajo, a pa materinski dan, da se res posvetijo, da imajo nekaj za sebe. A veš? Da ni nič narobe, pa če ga tudi izkoristiš. Absolutno. Ja. Ampak jaz bi rekla, še pa ne znam tisti dan, da še probaš tudi kak drug dan, To ne. pa definitivno. Dejstvo je, da moškim primanjkuje romantike. Res jim primanjkuje. To je bilo moje zdaj vprašanje. Koliko moških ti misliš, da je romantičnih? Ampak obstajajo. Jaz bi tudi rekla, da manj, ampak moraš imeti srečo, če ga imaš, ne? Kako pa? Ta romantičnost pa mogoče pa malo preveč pocukrano motla. Ne. Ne, meni je to ful všeč. Res, meni je to, da mi mož prinese rože, pa da mi kosilo naredi, pa sveče tale, da pa romantični muzika gor, meni je to svetovno. Boljš kot bilo kaj drugega. Ker tako pa pravijo, to sem slišala od enega moškega, ko je res poseben moški, reče, da romantika se začne že zjutraj. Pa zapeljevanje, ne zvečer. Ko greš, tako rečeš, gremo v poslo. Ne, čez cel dan se more. A veš, da si ti pa v tistem feelingu, pa v movingu, da, kak fajn je, a veš. Ne pa, da čez dan ni nič, niti se dotakne se te ne, pa zvečer pa, zdaj pa gremo, hop. In to je, evo, to je tisti, To si čisto pokvari. in to je tisti, to je tistih To je tistih 80%.
In to ženske pol nekako si pa malo mislijo, lej, cel dan me nisi pogledal, a zdaj bom pa dobra za tole. A sem predmet, a sem jaz predmet. Tam je res to. In tega se jaz tudi ful velikrat zavedam, jaz si to velikrat mislim. Cel dan me sprašuješ, kje imaš kaj, pa a si to, a si on, ali si to, zvečer pa pričakuje, da bom na razpolago. Sorry, ne. Ne. A tebi pa se romantična oseba, da bi te skozi? Ne, da bi mi skozi, ne. Jaz sem že enkrat povedala, jaz sem bolj samotarski tip. Okay. Okay, če bi mi pa rože prinesel, ja, dobro, to ja. Pa srčka. Pa da, Pol jedla. dobro, pa da kosilo skuha, da bi pa bil neki ful pocukran, tisti pa glih meni ne bi. Se to ni pocukrano, če si romantičen. Ja, ampak recimo tako, ker eni pa malo pretiravajo. Naprimer? Ja, ne vem. Pohvala mi je. Ja, draga moja, ljuba moja, bla, bla, bla. To bi meni. Še kaj to lepo. Ja, veš, meni bi bilo pa to tisto, ne vem, če bi, se pravi, jaz sem že enkrat povedala, jaz sem bolj samotarski tip, ne, meni je to, pa Bog ve, ko sem bila v prejšnjem življenju. Ali pa Katja, zato ker nikoli tega nisi imela, ne veš, kak je. Tudi mogoče, ker je moj karakter tak, ja. Jaz sem že ugotovila, da s svojim karakterjem jaz človeku lahko odvzamem to. Okay. A veš, da ima občutek, da bi me to zmotili in bi drugače odreagirala. Aha, tako da se odmaknejo. Ja, jaz sem že to velikrat začutila. Meni je pa to ful všeč, da mi mož reče, kako si lepa, sploh pa kako si lepa. Ja, jaz se vedno reče, se vem. Res, ti res, tam ve, da se šalim, da ni tek Ne, pa v bistvu, zaljubljenost. čakaj, dele sem se pa spomnila. Ja, sem bila enega romantičnega fanta. In? In? Tega se še pa ti spomniš. Se spomniš moje srednješolske ljubezni Aljoša? Ja. No, on je bil tak. A ni bilo lepo? Ja, Pa še zaljubljena bila od njega. Ni videla meter pred sobo. ja, pa sta bila res zaljubljena. Aha. Rože mi je nosil, pa pisemca mi je pisal. Ja, sam pri taki zaljubljenosti sem jaz kar, ne vem. Kaj se je zgodilo? Kaj se je zgodilo? Da sem spoznala pravo ljubezen svojega življenja. Kjerga? Tistega, ki si ga nekoč poklicala iz onostranstva. Ja. Okay. Ja. Mm. On pa ni bil romantičen. A ne? Ne, on pa ni bil romantičen. On je bil pa, njegov karakter mi je bil pa strašno všeč. On ni nikoli o nobeni osebi nič slabega povedal. To je meni ful všeč, da ljudje ne šimfajo drugih. A pa ne samo to, če spoznaš moškega, pa da govori zelo lepo o svoji bivši. Wow. Ja, to je pa Res, prednost. Ja. wow. Ker to jih ni veliko, Ne. vsakih pol tek popluva, da ja, oreg. Da pa spoznaš enega moškega, ko lepo govori o svoji bivši ženi ali pa ljubice, ali pa bilo kaj sta imela, sploh ni važno. Ker le, življenje se zgodi, feelingi so tak ali pa drugače, ampak da on lepo govori o njej, veš, da bo tebe lepo imel in da je lepa oseba. Enega poznam takega, samo enega. Drugega, mislim, ne poznam. Ja, krivijo en drugega za razpad. Ja, Ja. ja. Ko je tiste ego pol, a veš, ko jih... Ampak recimo je, da poznam pa tudi dosti takih tipov, ko so šli na razen, recimo, ne, so se ločili, pa je pri novi partnerki bilo spet isto. To mi je zanimivo. Ja. Kaj je bilo isto? Isto, spet pomanjkanje seksa. 2 leta, ful fajn, super fajn, pol je pa spet šlo. Pa res, meni se zdi, po mojemu ni 70%, kar si zelo rekla, po mojemu je 99% parov, da imajo tako, o čem se zdaj pogovarjamo, da jim pol, preveč, zmatrano, ko se življenje se zgodi. Zakaj? Tako sem rekla, ker nimajo že od zjutraj romantike, ker romantika je, tako si rekla, romantika je nekdo v sklafutu. Ja. En del je sklafuto, da se je odločila, da gre. Tu ne bom več prisotna. Popokala kovčke. Jaz se spomnim enega fenomena. A se spomnite 50 odtenkov sive? Ja, seveda, katera ženska pa nič brala, pa gledala. Alo?
Ko? Nisi. Kot Ne jo? brala, ne gledala filma. Pa ti nisi normalna. Ne, to je A veš, bilo ko smo imeli oddajo, kaj je normalno, ti nisi normalna. A res? Ne, nisem ga želela ne gledati, ne knjige brati, ne nič. Ampak spomnim se pa tega fenomena, takrat so ženske v nekem obdobju, ko da bi hčem na filo, to so hotele imeti vse tajega moža doma. Iskale resno in jaz sem tako poslušala ženske, kolegice, prijateljice, sodelavke, ko so se o tem pogovarjale. Jaz sem si prav mislila, what the fuck se to dogaja? To so kar opisovali neke prizore, pa si jaz mislim, ja, v redu, ok, spet nekaj romantičnega, v redu, to ni za mene, dajte mi raje prebrati, ne vem, o kraljici Elizabeti, recimo. Ja, veš, da smo spet v Angliji. Sam to ne. Spomnim, to je trajalo ful dolg. Ta fenomen, to je, v vicih so ga začeli omenjati, v skečih so ga začeli omenjati. In takrat so ženske nenormalno romantične, pa še moški, ker so to ženske so se prav pripravljale, da bi moške pripravljale do tega. Absolutno. Sam dolgo to ni trajalo, ne? Jaz sem mojemu možu rekla, gledaj tole. Res? Jaz sem mu rekla, glej si tale film. Tekle bi moglo biti v vezi. Točno tekle, da je iskrica skozi. Ja, da je. Ja. In? Ja, ni bilo. Nekaj časa je bilo, pa zdaj šlo dalje. Ampak kaj je bilo s tem parom? Ta par je šel narazen, a je ostal skupaj? Kjer par? A v filmu? Ja. Stavi skupaj? Družino sta imela, vse. Veš, ko ne gledaš? Katja, to je tvoja naloga, poglej si, ker ti bo... Ja. Ful, ja. Okay. Ampak drugače, res, wow, res je, tako je svet rekel, wow. Okay. Poglej si, prosim, film, ker te bo... No, nisem brala, ne gledala, verjetno sem res ena in edina, ki tega filma nisem pogledala. Zadnji cajt. Ne. Res, Katja, ne bo ti žal, res ti ne bo žal, ko bo sam rekla, wow, poglej si tole. V glavnem, na koncu imate otroke. Ja. Okay. Ja. In kje se konča film? Ko se otroci rodijo. Okay. Ja. Kaj mislite, koliko dolgo je še to trajalo? Veš, da je, ne, ko je res, Katja, to je pa res prav drugače, to je pa las noter, pa tista iskrca, pa Katja, poglej si ga, res, ne bo ti žal, samo prvega si pogledaj, rabiš se 4 dele gledati, prvega si pogledaj, pa boš res rekla, kaj sem jaz zamudila, zakaj mislite, da so vse ženske to gledale? Jaz bi rada videla nadaljevanje. Pa ti si predstavljaj pol nadaljevanje, to je film. Ja, tako da dopušča, veš. Ja. Ker jaz si tudi tam Tvoje več predstavljam. domišljije. Jaz sem bila res verjetno ena in edina, ki tega nisem gledala. No, pa ne biti ena in edina, zdaj pa glej. To je izkljubovanje, ko so vse gledali. Točno. Ne, Ne grem na Valentinovo, ne grem nikamor doma, pa se ma grdo gleda, potem pa reke, da sem zmatrana. Pa pijama si gledala. Ker jaz sem pa skozi, ko sem poslušala, kako se o tem menijo, se mi je to zdelo tako podcukrano, da sem si mislila, Sploh ni, se gled, to je to. Veš, kakva zgodba je v tem. Res, Katja, poglej si. Ni Več podcukrano. ni podcukrano. To, kar se jaz noter, to vsaka ženska želi. To, kar je ona imela. Res. Se pravi, romantika se je že zjutraj začela? Absolutno. Aha. Kje ga je kaj najdla? On je njo. On je njo. On je njo. V bistvu je bila tako ful, naključje je bilo Ja, v bistvu. ja. Ful enih. Usoda. Poglej. Pa sem naslednjič malo menila v tem filmu. Aha. Mogoče ti bo pa prav zapaslo. No, to je eden izmed- Čuj, veš, kaj sem vse 4 gledala, veš? Sem si dopust vzela. To je eden izmed tisočih parov, Sem recimo. izpeljala doma, pa to. Ja, veš, kako fajn je zdaj. Sem pidžamo kar zažgala. Pa šla prav sem vrgla. Joj, Katja, kaj si dar? Ok, kaj bi vi priporočali nekomu, ko je romanca že šla malo ven, ko je sklafutil nekdo, no, tako si rekla, ja. Kaj bi priporočala, to je bolj za ženske, bi rekla, kaj bi priporočala ženski, da bi lahko spet nekaj naredila za to? Judita.
Jaz mislim, Mislim, da bi se mogla itak oba dva pač malo pogovoriti, da najdete eno skupno točko. Zdaj, ali je to, ali sta oba dva za spontanost, ali pa da ta prvo določita nek urnik. Tistole se mi zdi ful dobra ideja, ko si ti rekla, ne vem, enkrat na teden, če drugače ne uspeš, da si vsaj enkrat na teden daš v urnik, ne vem, ni treba karkoli, tudi če gresta sam na kosilo ali pa ven ali pa v kino ali pa ne vem, na sprehod že, nekaj res, da jih zbliža nazaj, da se zbližata, da se v bistvu zopet spoznata. Jaz včasih rečem, da itak človek se spreminja in ga moraš spet na novo spoznati, ker vmes greš malo narazen, pa pol spet skupaj, da najdeta neko skupno točko. In da, ja, v bistvu tu oba dva začneta spet skupaj rasti. to je mi všeč, kaj si zdaj rekla. Res lepo. Ful. Stanka? Ja, jaz bi tudi kar se strinjala v bistvu z Judito, da sploh, če že malo vsak po svoje svirata, dejta se usesti dol, zmeniti in nekaj skupaj narediti, da vaju bo spet nazaj, da bosta najdla tiste iskrice drug drugemu. Jaz sem pa, Šok! jaz sem pa iz svoje izkušnje povedala takle. Če bi se jaz veliko bolj potrudila, res veliko bolj potrudila, da bi nekako budila to romanco, bi mogla veliko tudi sama sebi narediti. Ne? Pri meni obvezno, ker jaz sem pač, včasih sem res ful hladna oseba, taka samo svoja, samotarska, taka, če bi jaz to, včasih moraš veliko sam narediti, če hočeš to romanco nazaj obuditi. Ne? Če jo sploh želiš. Če je sploh že, ja, jaz bi jo po eni strani, sam, meni včasih cajta zmanjka. Veš, kaj bi pa jaz rekla? Jaz bi pa rekla, ko vsak reče, da veza je 50-50. Ne, ni. Veza je 100-100. Ne more biti 50-50. Ti moraš 100% noter vložiti, tako pa partner. In tukaj se mi zdi, da se pozabimo pogovarjati. In ko se pogovarjamo, ne veš, kaj ta človek, mislim, tvoj partner, kaj sploh občuti, kaj si želi. Za mene je nekaj najboljšega, ko si odkrit, ampak si res odkrit. Ne ulajšavati, polepšati stvari, ne, ampak tisto brutalno. Tako misliš, tako poveš. Zakaj? Ker tam se mi zdi, je začetek za nekaj novega. Ko si ti sama sebe preznaš, kako se ti počutiš, pa kaj ti želiš. Ko ti to izdusiš, ko ti to poveš, se lahko začne graditi spet. Drugače se pa ne more. Veš, veliko žensk si želi stvari, ampak ne povejo, ker ne bojo mogoče razumeli moške, ampak vse se da, čisto vse se da. Ker ni samo to, kar ti želiš od moškega, kaj pa ti lahko daš moškemu, ko mora biti oboje stransko. Absolutno. In tukaj je pol kompromis, in tukaj je pol v bistvu, ko so karte položene, pa zagrabiš ti eno karto, pa on eno karto, pa skupaj stopiš. Ampak je skozi delo 100%. To je z dneva v dan, to ni enkrat na mesec, ampak je skozi vlaganje. Tako da, to bi bil moj nasvet. Če hočeš biti v vezi, dobri vezi, je trud. Ja. Pa si pa že od truda zbatran. Tudi to mogoče, pa samski, ja. Tako da, hvala lepa, ko ste se nam danes pridružili, upam, da vam bo to všeč. Če imate kakšne komentarje, pa kaj, vi kar napišite od spodaj pod pošto, mi to vse pogledamo, pa ne samo to, bomo upoštevali vaše komentarje, ker tukaj smo za vas, da vam lahko pomagamo, da veste, da niste sami, pa da se ne rabite počutiti same. Tako da, lepo se imejte in čau. Čau! Čau!